Kresnice iz lesov se dvigajo poletno noč. Studenti tiho se pregibljajo, kot v sanjah praproti se zibljajo poletno noč. Cvetov zdaj čas in čudnih je semen, vse polno gleda vejc iz slemen poletno noč. Vse polno gleda vejc mi skoč, obstal svet Janez je gredoč poletno noč. Obstal tam svet Janez je gredoč, do rane zore še kresnikujoč in vso to noč. Sounds of Slovenija, skladba Šentjanževo, z mano pa je Janez Dovč. Lep pozdrav. Pozdravljeni, poslušalke, poslušalci, zdravo Boštjan. V tej skladbi, ki smo jo slišali, so zvoki res zelo različni in slišati je zvoke Slovenije. Ja, tako smo se nekako trudili. Zdaj gre za neko logično nadaljevanje tega, kar za Sound of Slovenija angleško ime, zaradi tega, ker smo večinoma nastopali ob promociji slovenske raznolikosti v tujini. Zdaj zadnje čase tudi vedno več doma. Zdaj s tem projektom že od vsega začetka, to je zdaj že od leta 2007 naprej, nekako opozarjamo na to, kako pomembno je pač spoštovati raznolikost, ne samo v kulturnem, glasbenem smislu, ampak tudi v gospodarskem in političnem, in ljudska glasba, ki je nek odmev prostora, ki v sebi to raznolikost nosi, raznolikost pokrajin, raznolikost jezika, besed, narečij, to vsekakor lepo prikaže. Zdaj, pri tej najnovejši produkciji, katere del je tudi skladba Šentjanževo, pa gre za v bistvu neko sozvočje ljudske tematike, ljudske atmosfere. V tem konkretnem primeru gre za kresovanje, belokranjsko pesem Oj Ive, pridi k nam na kres, in pa potem avtorsko poezijo. V tem konkretnem primeru je to pesem Šentjanževo pesnika Josipa Murna Aleksandrova, ker se mi je zdelo zelo zanimivo v bistvu to raziskovati, kako v bistvu ljudska skladba
svojo prekaljenostjo, svojo izbrušenostjo takoj prikliče neko atmosfero, neko vzdušje, neke občutja, potem pa z nekim dobrim avtorskim tekstom, z neko dobro poezijo pa lahko v bistvu to še poglobimo. Ker pa ste številčno zasedbo, potem lahko tudi date različne zvoke. Ja, seveda, nekako zdaj skozi evolucijo tega projekta moram poudariti, to je zelo v bistvu tako kolektivno ustvarjalno polje, katerega najmanjša entiteta so včasih tudi samo z Boštjanom Gombačem, pa vse do 40-članske zasedbe pevskega zbora, godalnika, kvarteta, pihalne sekcije, s katero smo tudi posneli pred leti že eno ploščo, The New Slovenian Resonance, nova slovenska resonanca. Zdaj, v tem primeru je bilo pa 13 glasbenikov plus 9-članska pevska zasedba Marotovke. Sami prekaljeni mojstri glasbeniki, ne jih kar naštejem, Robert Pikl, kitare, Goran Krmat, tuba in bas kitara in sintetizatori, Kristjan Krančan, čelo in bobni, Petra Vidmar, marimba, tokala, Klemen Kotar, saksofoni, flaute, Boštjan Gombač, klarinet in ostala glasbila, inštrumenti. Marino Kranjat, en tak biser z res veliko kilometrino na področju poustvarjanja ljudske glasbe, sicer ga poznamo kot gonilno silo zasedbe Vruja iz Primorske. V tem konkretni skladbi ga lahko dobro slišimo, ko igra istrski mih, pravi slovensko različico dud, pa potem sicer igra še kar nekaj teh tako zvanih ljudskih inštrumentov, sopele, dude, dvojnice, pa tudi kakšno mandolino, violino. Potem sta tu še Gregor Volk na vokalu in kitari, pa Metod Banko na vokalu. Moja malenkost, igram harmoniko, sem tudi avtor glasbe in nekako umetniška vodja celega projekta. Prej omenjene Marotovke, to je v bistvu zasedba, ki izhaja iz folklorne skupine France Marolt, so izvrstne pevke, obenem pa tudi bivše plesalke, oziroma nekatere tudi aktivne, tako da zelo dobro izpadejo na odru in sem res ponosen na 3 koncerte, ki smo jih lani s tem novim programom izvedli. Zdaj, v tem času, ko pa imamo kar nekaj časa za delo v studiu, pa pripravljam tudi v bistvu nov album, katerega prva skladba, single je bil Šentjanževo, zdaj v kratkem pa sledi skladba Kabinetni ljudje z besedilom Srečka Kosovela. Ste pa v tem času naredili tudi aktualno skladbo Vsi smo eno. Ja, to je pa taka, kako ne rečem, odmev trenutnega vzdušja in stanja. Nekako smo po eni strani želeli tem besedilom opozoriti oziroma še enkrat poudariti na to, da je tak čas, ko je treba stvari dobro premisliti, razmisliti o marsičem in o tem, kakšen je odnos človeka s sočlovekom, človeka z naravo in tako naprej. Po drugi strani sem dobil inspiracijo, ker sem slučajno naletel na skladbo, legendarno skladbo Wear Sunscreen. To je v bistvu dolga skladba, v kateri gospod, zdaj se ne bom spomnil imena, prebere kar zanimiv esej in v bistvu je bila to tudi en tak vzvod, ker sem si rekel, idemo zdaj še mi nekaj takega narediti, sem povabil k temu, da napiše eno besedilo Gregorja Frasa, sicer moža od pevke Eve Hren, zelo lucidnega in razmišljujočega človeka. Potem smo to besedilo še mačkan izbrusili, potem je pa sledilo tisto, kako ne rečem, zanimivo karantensko snemanje, kjer je vsak glasbenik v bistvu, najprej sem jaz pripravil nek demo posnetek, neko okostje, nek okvir, potem sem pa glasbenikom to poslal in je vsak doma v svojem domačem studiu posnel svoj part. Gašper Kržman kitare, Goran Krmat base, Klemen Kotar saksofone, Eva Hren vokale, Uroš Buh vokali in tudi spremljevalni vokal. Jaz sem še koga pozabil zdajle. Mislim, da je to. Jure Plešac je potem prispeval tudi nek video. In kar je zanimivo je to, da skladba je zdaj dobre 3 tedne, odkar smo jo poslali na radijske valove, lahko jo tudi poslušate na YouTubu. Je pa že obrodila prve sadove, take glasbene, nadaljevanje, ki ga je z vsebino in sporočilnostjo skladbe v bistvu inspiriran. Marko Petriček, zanimiv mlad glasbenik, je spisal novo besedilo in nekako v taki hip-hop rap maniri potem to tudi izvedel. Od stare skladbe, od starega izvedbe smo obdržali vso glasbo in pa refrene, skicice in vse je po bistvu potem on na novo posnel in tudi ta skladba je pa zdaj od 2 dni nazaj zagledala luč sveta in jo tudi lahko slišite na kakem radiju, pa tudi na YouTubu. Zanimiva predelava. Sprva si mislil, da bo tudi enako besedilo, ampak ko poslušam, pa popolnoma drugačno. Ja, mislim, je podobno vzdušje, ampak nek tak
osebna nota, vsekakor. Sporočilo sicer ni popolnoma drugačno, po mojem. Konec koncev je tudi v bistvu obe skladbi nosi refren, vsi smo eno, včasih različni, vsak je osebnost, a tudi posebnost, s čemer v bistvu smo želeli povedati, da je ravno v teh posebnostih, ki jih imamo ljudje, čar in tisto, kar človeka naredi osebnost. In tudi šolski sistem bi mogel večkrat v bistvu na to noto, se mi zdi, delovati in igrati. Bova pa midva sedaj skladbo Vsi smo eno spustila tudi našim poslušalcem, zato Janez, izvoli, pošlji v veter. Ja, najlepša hvala za klepet, ostanimo zdravi, razmišljujoči in verjamem, da bo tudi iz te situacije kaj dobrega nastalo. Tako da lepo zdrav in še enkrat hvala. Prijateljice in prijatelji, če bi vam v tem trenutku lahko dal en sam nasvet za bližnjo prihodnost, bi bil to: umivajmo si roke. Koristnost umivanja rok je znanstveno dokazana kot najboljša možna preventiva. Vsi drugi nasveti, ki jih bom podal, pa niso plod znanstvenih preizkusov, ampak mojih vijugavih življenjskih izkušenj. Izkoristimo ta čas, da ga preživimo sami sabo, skupaj z najbližjimi. Raziskujmo svoje občutenja in razmišljanja, poglobimo jih z drugimi. Tisto, kar je najbližje nam, je najbližje tudi drugim. Zazrimo se vase, premislimo vse v tišini. Poslušajmo strokovne in modre. Včasih se zdijo kakšna mnenja bolj všečna in rešitve bolj privlačne, ampak to še ne pomeni, da so tudi pravilne ali da delujejo. Strokovnjaki so ljudje, ki vse življenje posvetijo reševanju specifičnih problemov, so vrhunsko akademsko trenirani in najbolj kompetentni v družbi na svojem področju. Seveda pa tudi strokovnjaki ne poznajo odgovorov na vsa vprašanja. A vseeno, prisluhnimo jim, a ne le tistim, ki znajo, temveč vsem tistim, ki vejo. Vsi smo eno, a hkrati različni. Vsak je osebnost in tudi posebnost. Skrbimo za starejše. Ti so najbolj ranljivi in so tisti, ki so nas pripeljali na ta svet in nas upeljali v okolje, v katerem živimo. Pomagamo jim lahko na nešteto načinov, a najbolj pomembno je, da jih pri tem obvarujemo. Največ jim bo pomenila prijaznost in uvidevnost. Bodite dobri do starejših. Tudi vaši otroci bodo delali z vami tako, kot jih boste sedaj naučili vi. Bodimo starši svojim otrokom. Smo njihov vzor, ljubijo nas neizmerno in najbolj iskreno možno. Naučimo jih spoštovati soljudi. Največ, kar jim lahko damo za prihodnost, je čutenje drugih, ne le samih sebe. Naj vas začutijo ljubeznive, prijazne, radovedne, iskrive. Tako bodo tudi sami iskrivi, radovedni in prijazni, od prave ljubezni zares ljubeznivi in zgradili bodo družbo, ki bo boljša od današnje. Naučite jih, da si ne bodo samo umivali, temveč tudi podajali roke. In bodimo spoštljivi ter uvidevni tudi do drugačnosti, saj nikoli ne veš, s kakšnimi težavami se sooča tujec, ki ga srečaš na ulici. Vsi smo eno, a hkrati različni. Vsak je osebnost in tudi posebnost. Vsi smo eno, a hkrati različni. Vsak je osebnost in tudi posebnost. Vsi smo eno in vendar različni. Vsi pridemo enaki in gremo enaki. V življenju ima morda kdo več sreče, več priložnosti, a na drugi strani jih je tudi veliko, ki jim je še mnogo huje od nas. Zato postanimo in ostanimo hvaležni za dobre stvari, ki se nam godijo tu in zdaj. Bodimo odprtega srca, ker samo na odprto srce potrkajo nove priložnosti, ki nas peljejo naprej. Ne izgubljamo časa in energije s strahovi, ki nas hromijo in zadržujejo na mestu.
Najboljše zdravilo za strah je pogovor z bližnjim. Zaupaj, da bomo skupaj rešili vsako situacijo, vsako krizo. Tudi iz te bomo prišli bogatejši za novo življenjsko izkušnjo. Prisluhnimo sedanjosti na vso moč in slišali bomo odmev prihodnosti, ki jo že ustvarjamo skupaj. Pripravimo se na nov svet, ki prihaja. Ne bo takšen, kot je bil včeraj, temveč takšen, kot bo jutri. In zato, da bo boljši, je odgovornost tudi v tvojih rokah. Naj bo to tista dobra vest, ki jo izročaš vsem svojim najbližjim in tudi najbolj oddaljenim. Vsi smo